Kako lahko prisluhnemo istemu sporočilu na 4 različne načine? Prvi način je, da to sporočilo slišimo kot napad in se odzovemo napadalno. Odzovemo se v smislu obtoževanja druge osebe, na način razmišljanja, da je z njimi nekaj narobe, da so pač neumni, blesavi, karkoli že. Drugi način, kako se lahko odzovemo na to isto sporočilo, je, da smo napadalni do nas samih, da razmišljamo, da je z nami nekaj narobe, da sebe obtožujemo. Tretji način, kako lahko prisluhnemo temu istemu sporočilu, je, da premaknemo in usmerimo svoj fokus na občutke in potrebe tega človeka, s katerim smo v dialogu. Se vprašamo, kako se mogoče oni zdaj počutijo, kaj so njihove potrebe, katero potrebo skušajo zadovoljiti z njihovim načinom komunikacije. In četrti način, kako lahko prisluhnemo temu istemu sporočilu, je pa, da preusmerimo pozornost na svoje telo, na naše lastne občutke in na naše lastne potrebe in izkušamo z neko empatijo in ljubeznijo zaobjeti.